Gospe in gospodje, spoštovani predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec in podžupan, gospod Janez Černe, cenjeni ministri in poslanci, spoštovani mestni svetniki, dragi gostje ter vsi, ki ste danes z nami, dober večer. In dobrodošli v Prešernovem gledališču Kranj na pogovoru in srečanju z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci. Te tradicionalno sprejmemo v Kranju in lahko rečem, da je za njimi pester in upam tudi predvsem prijeten dan. Po srečanju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport v funkciji ministra za kulturo, dr. Jernejem Pikalom na Brdu pri Kranju, so si najprej ogledali staro mestno jedro, v njem tudi Prešernovo hišo. Nato so se zbrali v galeriji Prešernovih nagrajencev, kjer so najprej prisluhnili pesniškemu recitalu Miklavža Komelja, nagrajenca Prešernovega sklada za leto 2010, ob izdaji njegove pesniške zbirke One Varum, in si ogledali portrete letošnjih nagrajencev Toneta Stojka, ki laureate s svojo kamero spremlja že 24. leto. Tu v Prešernovem gledališču pa smo priča nadaljevanju srečanja v družbi nagrajencev, seveda. Prosim, pozdravimo z aplavzom letošnje nagrajence. Na oder prihaja dobitnica Prešernove nagrade za življenjski opus, kostumografka in scenografka Bjanka Adžič-Ursulov. Ter dobitniki nagrad Prešernovega sklada za leto 2019. Animator Dušan Kastelic. Arhitekta Tina Gregorič Dekleva in Aljoša Dekleva. Skladatelj Tomaž Svete. Pesnik Jure Jakob. In igralka Maruša Majer. Prešernov nagrajenec, scenarist in režiser Filip Robar Durin ter nagrajenka Prešernovega sklada dirigentka Martina Batič se današnjega dogodka žal nista mogla udeležiti. Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja za dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih 2 letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. Prešernovo mesto že 10 let odprtih rok v svoji sredi pozdravi dobitnike najvišjih priznanj na področju kulture v Sloveniji. Zato k besedi vabim njenega župana, gospoda Matjaža Rakovca. En lep dober večer, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovani predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, spoštovana ministra, gospod Purič in spoštovani minister, gospod Poklukar, spoštovana podpredsednica državnega zbora, gospa Heferle, spoštovani poslanci, spoštovani mestni svetniki, tudi spoštovani gospod Peter Svetina, varuh pravic, ki bo z mandatom nastopil šele konec februarja. Pozdravljeni na pogovoru in srečanju z letošnjimi prejemniki najvišjih državnih priznanj na področju kulture. Ustvarjanje je atribut narodne identitete. Kaj bi narod brez umetniške besede, brez pesmi, zapisanih ali petih, brez glasbe, brez gledališča, brez filma, igranega ali animiranega, kostumografije, brez arhitekture. To so namreč področja, na katerih ustvarjajo oba letošnja Prešernova nagrajenca ter nagrajenke in nagrajenci Prešernovega sklada. Upravni odbor Prešernovega sklada skupaj s člani strokovnih komisij vsako leto opravi zahtevno delo in odloči o prejemnikih priznanj. Pravično je,
da v izbor pridejo tudi ustvarjalci z področja novejše umetnosti, kot so film, animacija, scenografija in kostumografija, zborovsko petje in da ni meja za presežke v pesništvu, ustvarjanju glasbe, v dramski in filmski igri ter arhitekturi. Dosežki in presežki v kulturi nastajajo v intimi posameznika in najdejo največkrat pot najprej v lokalno okolje, strokovne kroge in šele potem na državno in svetovno raven. Zato vidim pomembno vlogo lokalne skupnosti v podpori svojim ustvarjalcem. Tretja največja mestna občina Kranj ima bogato kulturno tradicijo in tudi zelo prepoznavno dejavnost posameznikov, društev in zavodov, med katerimi ima zelo pomembno vlogo gostitelj današnjega srečanja, to je Prešernovo gledališče Kranj. In zaradi vsega tega potenciala je razumljivo, da se nam je porodila ideja za kandidaturo za naziva Evropska prestolnica kulture leta 2025. Nenazadnje je že sam sinonim za Kranj, Prešernovo mesto, neposredno daje vtis, da smo v srču slovenske kulture in še posebej na današnji dan. Zato je prav, da se za ta trenutek z mislimi ustavimo pri našem največjem pesniku, dr. Francetu Prešernu, po katerem se imenujejo tudi najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Prešeren je z mojstrstvom besede potrdil, da je v slovenskem jeziku moč sestaviti vrhunska literarna besedila, enako kot v drugih evropskih jezikih. Že za časa svojega življenja je vedel, da smo Slovenci narod svojo kulturo, talenti in željo po svobodi. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, cenjeno občinstvo, začetki so vedno pri jeziku in kulturi. Posamezniki, ki delujete v kulturi, seveda pogosto niste razumljeni in nesprejeti, nič nepričakovanega, saj ste praviloma pred svojim časom in kar je najtežje, znate in zmorete pogledati tudi s kritičnim očesom. Narod, ki v teh svojih izstopajočih posameznikih, s katerimi ni vedno lahko, prepozna dragoceni potencial in razvojni naboj, je bogat narod. In Slovenci smo bogat narod, kar potrjujejo tudi letošnji Prešernovi nagrajenci. Hvala vam, da vas poznamo in hvala za poseben privilegij, da vas lahko na slovenski kulturni praznik v živo slišimo v Kranju. Iskrene čestitke, želim vam uspešno ustvarjalno pot še naprej. Hvala lepa. Spoštovani nagrajenci, spoštovani predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, spoštovani gospod župan Matjaž Rakovec, spoštovani cenjeni gostje in vsi ljubitelji umetnosti, še posebej tisti, ki nas spremljate vsa ta leta, odkar gostimo lavreate. Kar niso jih zatrli časov sile, kar raste rošt na mlade nam parnasi, izdihljeji solze so jih rodile. Ta vers iz sonetnega venca se je pred 10 leti zapisal takratnemu predsedniku upravnega odbora Prešernovega sklada Jaroslavu Skrušniju v spremnem tekstu k povabilu nagrajencem, da obiščejo Kranj in svojo prisotnostjo počastijo Prešernovo mesto. Vers nas napotuje k Orfeju in njeni Euridiki, kjer je Orfej ljubljeno v vrnitev v kraljestvo senc v deželo mrtvih pospremil z najbolj pretresljivo in najlepšo pesmijo. Lepota poezije, tudi in predvsem tista, ki je porejena iz bolečine, nas sooča z neko presežno izkušnjo, ki v vsakdanji govorici ne najdemo besed. In Kranj, Prešernovo mesto, ostaja zvest poeziji, v prvi vrsti poeziji našega someščana Franceta Prešerna, ki je preminil na današnji dan pred 170 leti. Kranj se poklanja pesnikovemu spominu tudi s tem, da vsako leto medse povabi umetnike, ki so prejemniki najvišjih državnih priznanj s področja umetnosti.
Od leta 1947, ko so začeli podeljevati nagrade, je bilo podeljenih 342 Prešernovih nagrad in od leta 1962 dalje 535 nagrad z Prešernovega sklada. Vrsto let nagrajence po podelitvi nagrad smo gostili v Prešernovi hiši. S postavitvijo galerije Prešernovih nagrajencev, pa njihovo druženje in predstavljanje zadnjih 10 let nadaljujemo v tej galeriji in od leta 2013 dalje tudi v Prešernovem gledališču. Galerija, ki ima v svoji zbirki preko 1000 likovnih del, hrani tudi portrete nagrajencev, ki jih je v zadnjih 23 letih v svojo kamero ujel Tone Stojko. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, počaščeni smo, da ste se kljub napornim dnevom, ki ste jih imeli, vzeli čas za naše druženje v želji, da še pridete v naše mesto. Že poleti vas vabimo na poletje s Prešernovimi nagrajenci, kjer nas boste lahko v galeriji, muzeju, gledališču, stolpu ali pa na vrtovih in ulicah očarali z lepoto svoje ustvarjalnosti. Naj se torej ne zaključi vaše praznovanje z današnjim ugašanjem odrskih luči, temveč tako, kot se je želel to pred 10 leti tudi že omenjeni Jaroslav Skrušmi, ki je pospremil nagrajencev Kranj z naslednjo mislijo. Da bi se praznični trenutek podaljšal vsaj za kakšen delovni dan, da bi nam oko zahrepenelo po lepoti tudi na petek in ne le na svetek, in da bi pesnika in njega poezijo ne pomislili ne na obletnico smrti. Da po sladkobe njega poezije potihne ves prepir, bile vesele, viharjev jeznih, mrzle domačije. Hvala lepa. Veseli smo, da je letos z nami prvič tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, ki ga vljudno vabim k besedi. Spoštovani in dragi nagrajenke in nagrajenci, spoštovani gospod župan, spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Kje začeti na tale večer, na slovenski kulturni praznik, o čem govoriti, ko je toliko besed vsak dan povedanih, ko smo tudi včeraj slišali, da smo butalci, in slišali tudi marsikatero pikro v preteklih letih. Pa vendar bom začel drugače. Lahko govorim iz svojih izkušenj, kajti kot univerzitetni diplomirani igralec imam nekaj stika z umetnostjo, imam tudi nekaj izkušenj, res da mnogo manj kot tisti, ki tukaj vsakodnevno na odru vadijo, nastopajo, igrajo v predstavah, kajti že zgodaj sem nekako zapustil te vode, ampak vem, kako trd je ta kruh. Vem, pa da ne bo se čudno slišalo, da samo igralstvo povzdigujem, vse veje umetnosti in kulture seveda mislim zraven. Ta kruh je trd, kajti človek da notri sebe. Nikogar ne zanima, si bolan, si utrujen, ti je kdo umrl ali kaj podobnega, moraš iti svojemu poslanstvu naproti in cilj tvoj je izprazniti sebe in napolniti publiko. Bodi si v dvorani, bodi si na kakšni razstavi, bodi si tudi v kakšnih drugih dogodkih kulturnih in tako iz dneva v dan. Ljudje, ki nikoli niso tega doživeli, tudi nikoli ne bodo razumeli, zakaj umetnik mogoče dela po noči, zakaj pozno vstane, ker je mogoče imel predstavo in ni mogel zaspati do 5 zjutraj, ker je še celo noč premleval, ali je bil dober, ali je bil slab, je naredil vse, je dal vse od sebe in zato seveda marsikdo sodi tako, pavšalno. Slišal sem celo anekdoto, kako je nekdo nekoč iz mojega sedanjega delovanja, iz politike prišel pa rekel, tukaj malo afne guncate, mi smo to delali po službi.
Tako da to dojemanje slovenske umetnosti je lahko takšno ali drugačno. Vendar vseeno mislim, ja, lahko smo tudi včasih butalci, tak narod smo, Slovenke in Slovenci smo, ampak kdor misli, da so drugi narodi bolj pomembni, da so boljši od nas, da je vse po svetu boljše, ta se seveda moti. Ja, seveda so narodi, ki jih je 50 milijonov, 100 milijonov, 500 milijonov, ampak tako bogatega jezika pa mnogi ti narodi nimajo. Nimajo ne toliko narečij, ne toliko kulturnih ustvarjalcev in naš narod je bogat. In slovenska kultura je ohranila narodovo identiteto in jo bo seveda tudi naprej. Slovenska kultura nikoli ne bo propadla in tudi narod ne bo nikoli propadel. Moram pa povedati, da me mogoče včasih moti, ko je slovenski kulturni praznik dojet kot, zdaj bo pa nekdo z odra politikom povedal, kar jim gre. Ne? Ja, ampak tem kulturnikom tudi svetujem, pojdite v politiko, poskusite se. Ste videli, tudi tukaj ni tako enostavno. In zato je v kulturnikih ali pa na kulturnikih še toliko več, da poskušajo razumeti tudi drugega. In primerjati oklepnike s kulturo ne gre, kajti potrebujemo vse. Nenazadnje je bil tudi prvi slovenski general hkrati tudi pesnik. To pomeni, da to gre skupaj in da potrebuje ta narod tako vojsko, kot tudi kulturo, kot zdravstvo, kot šolstvo in vse segmente te družbe, da lahko preživi. Naj bo slovenski kulturni praznik, tako današnji, kot tudi v bodoče, predvsem namenjen ustvarjalcem in zlasti tistim, ki so prejemniki nagrad, tako za življenjsko delo, kot tudi nagrajenci Prešernovega sklada, in njim gre največja zahvala za to, da slovenska kultura obstaja, da živi in da se lahko spominjamo tudi velikega Franceta Prešerna in nenazadnje smo tudi slovensko himno zamenjali z borbeno naprej zastava slave, namesto nje smo dali živenaj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan. In tudi sam hrepenim, da bom dočakal dan, ko bosta kultura in vsi ostali segmenti družbe stopili z roko v roki naprej in ne obtoževali drug drugega, da smo krivi ali pa da so krivi za vse težave na tem svetu. Sobivajmo, sodelujmo in vsem bo lažje. Iskreno vam čestitam ob slovenskem kulturnem prazniku. Hvala lepa. Bianca je svojim delom v bistvu preplavila vso Evropo, nekaj sveta. Tudi rodila se ni tako blizu Kranja oziroma Ljubljane, ampak tam, ker se je rodila, v Osijeku? Ne, jaz sem se rodila na Boksmeču v Nikšiču. Točno. Zdaj si me pa prehitela. Hotela sem začeti z Židano Marelo, ampak ti začni za tem matchboxem, ki je bil v Nikšiču in usoden malo manj za tvojo mamo, malo več zate. Tako. A res to povem? Res. Namreč Bianca je imenitna pripovedovalka, je diplomirana slikarka, ampak kolikor vem, in študirala je tudi etnologijo, kolikor vem, je oklevala tudi o dramaturgiji in bila bi imenitna dramaturginja. Zato prosim, podeli zdaj to zgodbo z nami. Ampak meni je Dušan Jovanovič rekel, da ne bi bila ja dobra pisateljca ali dramaturginja, da imam rasu topažno in da sem konfuzna in da nisem sistematična. To je najbolj zanimivo. Konfuzni ljudje so najbolj zanimivi.
A to moja zgodba o rojstvu, to je bila moja prva katastrofa. Moja mama je bila zelo tako vitka, bila je v 7. mesecu nosečnosti, ko se s prijateljico Nedo iz Dubrovnika odpravila v Nikšić na boksni meč, da enega prijatelja, v koga so obe bile zaljubljene, prepričajo, da ne bi bokso, ne. On je pa iz razočaranja v ljubezni odšel v boksere, drugače bil slikar. In so one odšle tam in so stigle točno, ko je njega udaril en in počela arkada in moja mama se pretresla in je tam opadla in sem se začela rojevati. In je prosila prijateljica pomoč in oni so rekli, ja, punca se napila piva in kakva pomoč, ne. In potem je slučajno šla ena gospe, ki je bila babica v tej neki bolnici v Nikšiću in rekla, punca rojeva, nič to ni pivo. In sem se ja rodila. No, in smo se pol, ne vem, kroz koliko časa vrnile v Dubrovnik in je moj oče začel sumniti, če sem sploh njegova, ker ajde da en teden ali en mesec ali 2 meseca se preroditi. Ne, in tako je bilo med njimi tudi nekih, ne vem, kako so to pol rešili. Ampak meni so zatajili, da sem se ja rodila v Nikšiću, ker Tajo in Lujo, moji starejši brati, rojeni v Dubrovniku in pol. Smo se preselili v Osijek in smo tam so vprašali, kje smo rojeni, kdaj smo rojeni. Jaz sem rekla, da v Dubrovniku in ta učiteljica je rekla, ja, ampak mi imamo podatek, da si ti rojena v Nikšiću. Jaz sem rekla, pa ja, nič ne vem. In mama je rekla, ja, ti si tam rojena, ne. In pa so bratje rekli, ja, ti si črnogorska kmetica, nisi naša sestra in da konc, da nočejo se družiti z mano. In nič, jaz sem rekla, da bom ja učiteljica in da bom šla izobraževati nepismeni črnogorski narod in da bom kupila rdeči traktor. No, to je o rojstvu, nisem rojena v Osijeku, tam sem pol odraščala. Ne? Skice so oddane za predstavo v tujini nekako že leto poprej. Leto pa po do 2, če je 6 meseci, to je že kritično. Ne? No, v Sloveniji verjetno precej manj. Ja. Potem pa se zgodi nekako prva kostumska vaja in jaz si nekako predstavljam, da se začne z ogledalom in z igralcem, igralko v spodnjem perilu. In potem? Ja, potem, to v šivalnicah zovem merilne, ne. In pol pa oblečem. Kaj se pogovarjate? Se pogovarjate o liku? To predelamo, ne. Jaz se z igralcima o liku pogovarjam Mislim, ko že jaz naredim skice, ko sem že prošla celi proces s režiserjem, potem ali pa sistem je, ali pa imaš dan, ko je predstavitev, ne? In onda scenografi predstavljajo, kompozitor, jaz, malo razložimo temo, idejo, kaj bomo rekli, kako to bomo rekli, pokažem skice, pa hodim še na vaj, ja ne znam svojo. V redu je, v redu. Ja, okej. In potem najraje ja hodim na vaje, da vidim, kaj oni bojo naredili, dali, ne samo zbogiba, ker danes sodobno gledališče, kot veste, ne sprehajajo se, ne sedijo v salonu in to, nego se tu marsikaj dogaja in moraš zelo paziti, da ti se kostum po drugi vaji ne raztrga ali da se človek ne more gibati ali je pa totalno van karakterja njegovega in tako naprej. Torej, ko pride to pred ogledalo, veš, takrat on je že upoznat skicom, čez je išlo regularno. Imam slučajeve, ko zdaj sem to imela v drami, da me ni pustijo 2 meseca na vaje. Kdo? Pa od Emilija Galoti, režiser, da on dela s igralcima. Jaz sem rekla, pa kaj, jaz za koze bom delala kostume. Da mene ene pusti na vajo, meni to katastrofa, ne? In to je vse, in ti nimaš časa pol igralcu razložiti, kaj ti hočeš, zakaj in se pogovoriti, ker jaz ne maram te mistifikacije, nobene profesije.
Vsako delo ima neke svoje zakone in to, pa nismo toliko neumni, da jaz ne vem, kakšen čas rabi kompozitor, arhitekt ali ne vem, kdorkoli ali igralec, koji proces, ne. Vedno manj se kostumografi in vsi ustvarjalci, v bistvu, ki imajo opravka z vizualnim, opirajo na slikarstvo. Ko si idejno, mislim, ko si delala kostum, naredila si kostume za 4 Medeje, meni je najbolj ostala v spominu Annette Bening v Los Angelesu. Včeraj po noči sem gledala fotografije te predstave in zdaj me popravi, ampak a sem jaz prav videla v tej njeni krili nek odmev Waterhousea, Johna Williama Waterhousea, Jasona in Medeja? Ja. Res? Ja. No, torej, čudovit, imeniten, nepozaben kostum. Zakaj misliš, da toliko brskajo mladi po internetu, gledajo fashion šove in ne grejo brskati v te enciklopedije oziroma imenike umetnostne zgodovine? Sej itak, moda je zavodljiva, posebej ta high fashion, tako zvani, ne, ta visoka moda, ne. In je zavodljiva in jih zanese. Ja mislim, da je to razlog, ali pa ne vem, morala bi jih vprašati. Ne vem tudi, zakaj mislijo, da ne rabijo več risati skice. Jaz ne vem, brez skice. Ok, ti ko razmišljaš in zapisuješ si neki koncept, ali ko ti začneš risati, razmišljanje na papirju je drugačno, ampak ne vem, zakaj ne rišejo več skice, v čemu je tu fora, ja to ne razumem, ne. Kako si ti en vizualc, ustvarjaš vizualno umetnost in onda rečeš, ne znam risati. Meni je to malo čudno, ne, to mi ni všeč, moram priznati. In seveda, da onda posežejo in printajo to s interneta, to donose kao skice. In to ne vem, kdo bi se, to bi moralo že spet vzpostaviti neki umetniški svet, ki določa nivo in kvalitetu dela, ne. V Comédie Française še vedno je umetniški svet. Pri nas je to nekaj preživelo, staromodno, ali pa največ, to je bilo v času socializma. Umetniški sveti so v Pariz nikoli ni imel socializem, pa ima še vedno Comédie Française. Umetniški svet in tehnični direktori in direktori in režiserji in celo pridejo iz drugih gledališča, ko je tam predstavitev in oni, če niso zadovoljni s likovnim izrazom, s rešenjem likovnim izrazom, ti dajo še teden, dva, odvisno, ali pa ne, tudi ne, da ti to popraviš in to je pol nivo, ker oni vse pol dajo v depo v Louvre, oni sve čuvajo, zato imajo tako zgodovino. Mislim, pri nas so tudi izgoreli vsi kostumi, ko je gorel oni fundus gledaliških ateljeja. Znači, cela ena povijest je izginula. Jaz ne vem, to nisem ja nič proti mladih, to si me narobe razumela, jaz obožujem mlade ljudi in se družim z njimi in verjamem v njih in eni me prav dan spomnijo name, ena grupa oko Maše Pelko, njena skupina, meni so oni fenomenalni. Ampak jaz bi samo to hotela reči, da gledališka kostumografija ni moda. Lahko se zgodi, da je tako tekst napisan, da se zdaj, seveda, zdaj, ko bi delali biografijo Yves Saint Laurent ali ne vem koga, ali neke osebe iz High Society, da bi se morali ukvarjati s tem. Ampak ne more zdaj neka naša učiteljica, imamo lik, ne vem, učiteljica v Komselu, da ona tamo meni v kopiji Versace ali Vivienne Westwood, oprosti, meni je to žanr komedija. Hvala lepa, Bianca, vse napotke bomo vzeli za dobro. Slovensko občinstvo je Kastelica poznala predvsem po animiranem filmu Cicoria in Café, ki temelji na istoimenski pesmi Iztoka Mlakarja in je navdušil svojo toplino in domačnostjo. No to pa si Dušan s svojo toplino spet in domačnostjo naredil film Celica, za katerega si zdaj prejel nagrado, ampak pri tem že mislim, da najmanj 50
nagrad na svetovnih festivalih animiranega filma. Poleg tega, da si pionir spet v svetovnem merilu 3D animacije, me zanima, kako tvoje delo že leta sprejemajo v tujini? Ja. In kakšne so te nagrade? Povej nam nekaj o teh nagradah. Ja, zdaj, premiera filma je bila v Cinequestu. Cinequest je precej velik festival tam v Ameriki. Meni je ljub zaradi tega, ker je to tam sred Silicijeve doline. Tam Silicijeva dolina je pa tam, kjer so v bistvu izumili to 3D animacijo pa tam, ne? In tam so tudi vse te velike animacijske hiše, kot je Pixar pa tako naprej, ne? To pomeni, da recimo, če tam prikažeš film, pa če celo zmagaš tam, ne, nekaj pomeni, ne? No, potem pa sem šel pač po svet s tem filmom. Pa je bil kar lepo sprejet, no, prav, tako sem večkrat načrtoval, da sem prijavljal na tiste festivale, ki so bili na različnih kontinentih, no, pa me je tako zanimalo. No, Dušan je zelo skromen. On je poslal film, mislim, da na okrog 150 festivalov in od tega je dobil kar na 50 festivalih glavne nagrade. Tako da... Ampak pojdimo k začetkom. Astmatičen otrok, ki se ne podi okrog z ostalimi otroki, je doma, bere stripe in gleda risanke. Potem začne risati stripe in ko vedejo računalnike, začne risati animirane filme. Je bilo tako tudi pri tebi? Ja, nekaj tazga, ja, sicer v malo daljšem obdobju, ampak ja, smo... Ja, pač jaz izhajam tam, to je zame precej, no, iz Zasavja, ne, zdaj se vsi vemo, kako je tam v Zasavju, pravzaprav kako je bilo, zdaj je precej boljš, hvala Bogu, pa po moje bo še precej boljš. In že kot otrok so nas veliki, recimo že v Zasavju je recimo 2,5-krat več astmatičnih otrok kot drugje, ne, in se spomnim, ko so nas pošiljali v razne zdravilišča za otroke, ne, so vedno rekli, lega, še en tam iz Zasavja, ne. In to mi je nekako zmer, nekako mi je šlo name, no, vame, no. Čeprav ne vem, smo šli pa čez vse faze, ne, ker tukaj Zasavci smo le mečken taki lokal patrioti, ne, in tudi jemljamo tudi to, da je to nekaj našega, ne, da in smo bili celo mečken ponosni na to, ne, da je pri nas takšen zrak. Da ste kašljali. Ja, ne, mislim, da pač, da mi malo več zdržimo kot ostali, ne, smo rekli, kaj je neki Gorenci tam gor s Kranjem že zdavni pomrli, mi pa tle. Evo, in smo, ja, in tako, in evo, smo bili tako kar malo ponosni na to, tako kot neki alkoholiki, ja, veste, ko prav mi ga več nosimo kot drugi, ja. Ampak to gre pol čez čas, pač vidiš, da ni čist tako, ne, in pol čez čas se začneš razmišljati, kaj lahko narediš, da to spremeniš nekako, ne. No, to se bomo verjetno k temu vprašanju še prišli pol kasneje, ne. Bomo. Ja. Zdaj, Celica je, sam si začel o tem, da pač o nekem izstopanju, o tem, kako biti poseben, drugačen zaradi položaja regije, pokrajine, ampak tudi zaradi tega, kakšen si. Umetnost je vedno takšna, kot je njen stvaritelj. Jaz mislim, da se temu ne da ubežati. Celica je film o nekom, ki štrli iz množice. Lahko rečem, da si sebe postavil v škatlo in hotel povedati, da je svet lahko drugačen, kot ga vidi večina? Ja. Ne vem, zdaj bom še enkrat mogoče ponovil, kako je do tega filma sploh prišel, čeprav sem že parkrat, upam, da se nam ponavljal. Jaz sem član tistega ekokroga, ne, tam zelo glasenega, ne.
In tako je, in mi, čeprav smo mi takrat se zelo trudili, pa smo mislili, koliko dobre stvari delamo tam, ne, smo bili pri naših lokalcih kar precej nepriljubljen, ne pri vseh, ampak recimo veliki bilo takih, ki nas niso preveč marali. Ne. Se pravi, govorimo o Lafargeu in o Eko... Ja, takrat so bili pač prepričani, da ne vem, mi bodi si to delamo zaradi tega, ker hočemo nek denar, bodi si, da smo agenti, kaj pa vem, Anhovega, ki se hoče na ta način konkurence znebiti, pa tako, v glavnem, poln je bilo takih teorij zarote, ne. In so bile seveda tudi razne grožnje, pa vse to, sicer dobro, ne do mene dlih, ampak jaz sem bil bolj deležen raznih grdih pogledov pa tega. Večino je ta pač naš Uroš Macerl, predsednik, prestregel, ki ima dosta močno kožo, no, bi rekel, sreč, ne. No, jaz sem pa precej slabo spal takrat in sem nekoč po noč v takem polsnu sem sanjal eno zelo podobno sceno, kot je bila ta v tem filmu. Pač jaz sem se znajdel tam v neki temni sobi, polno nekih ljudi, ki so bili zraščeni s tlemi? Ja, s tlemi in so dremali v takem katatoničnem spancu in jaz sem se na vsak način poskušal, da bi zbudil, da bi jim nekaj dopovedal, ne. In on se niso hoteli zbuditi, no in potem pa kar naenkrat so pa odprli oči in so se začeli upiti in tako, takrat sem se pa potem jaz zbudil, no. No in to je bila taka zelo močna, taka zelo pretresljiva scena, ki se mi je potem ponavljala skozi več let, to je nekaj let trajalo. Dokler se nisem pol na koncu odločil, da bi bilo mogoče pametno o tem narediti film, ne. No in sem ga, no in takrat pol jaz nimam več mor, jih imajo pa drugi, ko gledajo to. Ko se je človek. Lepo, lepo. Zdaj, če lahko spet nekako ugibam, da so vsi vaši filmi po malem avtobiografski, pri Čekoren kafe ste, če se prav spomnim, posodili obraz babice in dedka junakoma. Tlele spet ugibam, da ste ta upornik v celici vi. In me zanima, je to, kar vi kot človek inhibirate, recimo vse te težave, ki nas spremljajo skozi življenje. In naj o tem sem razmišljala, ko sem se danes vozila v Kranj, ni tako samoumevno, da danes sedijo vsi oni z mano. Namreč poslušamo govore, poslušamo misli, poslušamo pametne misli v teh dneh, ampak lahko vam povem, in o tem ne bojo govorili v intervjujih moji sogovorniki, da za vsaj dva vem, da ni tako zelo samoumevno, da danes sedita tukaj. Enega je oplazilo nekaj, kar te oplazi enkrat in nikoli več, nekdo drug se je boril z boleznijo, bil operiran in so mu nekaj potegnili, nekaj majhnega, so mu potegnili iz centrov, kjer se proizvaja kreativnost pri človeku. No, in naj nadaljujem, zdaj je zaklepaj. Zato te sprašujem, to, kar doživimo v življenju in inhibiramo, pride ven skozi kreacije? Lahko? Lahko? Ja, absolutno, mislim, da celo more, ne. Jaz, recimo, kot animator, vem, da vse, kar bom naredil, bo strašno dolgo trajalo, ne. Vsako stvar, ki se bom lotil, bom mogel posvetiti par let. To pomeni, da tiste teme, ki se jih lotevam, morajo biti takšne, da bom zdržal par let ob njih, ne. To pomeni, da mora biti nekaj osebnega, ne. Jaz imam večkrat kakšne scenarije mi ponujajo, ko so zelo v redu, ne, ampak ne toliko, no, da bi par let zdržal zraven, ne. Se ne rečem, so moji scenariji boljši, ne, samo so bolj osebni, so, lažje zdržim ob njih, ne.
In zato jim verjetno tudi bolj verjamemo. So bolj, Mogoče je nekaj tazga o tem, ja. Ja. No, naj ob tej priložnosti povem, recimo, v katerem smislu si mene nagovoril, ko sem gledala celico še na premieri v Portorožu. Verjetno ne veste, ampak Walt Disney, njegova prva je bila Sneguljčica. Je bila Sneguljčica njegova? Mislim, da je bilo, ja. Celo večer ste prvo, ja. 36, nekje na začetku 20. stoletja. Jaz sem to izvedla nedavno, namreč on je imel nečaka, ki je imel epilepsijo, ki je takrat pač imela čisto druga imena, božjast in podobno, če ga je imela ženska, je to veljala za neozdravljivo histerijo. No in Walt Disney je, ker je njegov nečak imel epilepsijo, enemu od teh 6 ali 7 palčkov, mislim, da tisti, ki ima tako ušesa, malo bolj, najbolj mlad zgleda na ekranu, ga je upodobil kot epileptika in to vidite, če boste gledali to risanko po noči, ko spi in ko eni smrčijo, drugi pojejo in eden se pa ves čas stresa. Ne? Tako da ustvarjalčeva kreativnost, ko skuša nagovoriti družbo in njene tabuje in razkriti neke nevralgične točke, ki so nepotrebne, ki jih moramo vsi prepoznati kot del nas, je neizmerna. In podobne stvari slutim pri tebi. Zdaj mi pa povej, ker zelo rad igraš tudi na kitare. Zdaj, na katere kitare, zakaj na kitare in kateri je najboljši kitarski solo v zgodovini rocka ali pa punka? Ja, zdaj te kitare, jaz prvič moram povedati, da rad igram kitare, sam drugi pa nimajo zelo rad, da jaz igram kitaro. No. Zakaj? Ja, ena taka čudna zgodba je spet v zadnji. Jaz sem igral kitaro, ko sem bil v srednji šoli, tako kot vsi, smo imeli tiste garažne bende pa to, ne. Ampak potem smo pa, ne vem, za 30-40 let smo nehali, ne. In jaz sem zmeraj rekel, ja, moram enkrat nadaljevati, ne moram enkrat, ampak nikoli ni bilo šanse, ne. Potem je pa lani, začetek leta, me je pa kap trofila možganska. In sem kar naenkrat pač bil precej omejen, ne? Nisem mogel več stvari delati, tako kot sem jih včasih, pa sem bil večino časa sem bil sam doma in nisem vedel, ko bi sam s sabo, in sem rekel, zdaj pa prilika, mogoče začnem kitaro igrati spet, ne? In vzamem tisto kitaro in seveda nič ni šlo, ne? Nič ni šlo, prsti niso šli in vse. In potem sem gledal gor po internetu in sem ugotovil, da ja, kaj pa če bi jaz začel čisto od začetka, kaj če bi začel slajdi, tu so tiste slide kitare, ko so jih imeli bluzari včas, ja. No in potem sem začel to gledati gor po internetu in sem tako čisto slučajno naletel na neko družbo, ko imajo te, ko delajo te cigar box kitare, se reče. To so pa neke take čisto posebne kitare. V bistvu se je blues pa jazz, pa tudi ta rock, se je v bistvu začenil prav na teh kitarah, ne, ker to so bili takrat v tej delti Mississippija, je bilo polno teh brezposelnih in zamorcev pa tudi iz vseh krajev sveta, ne, in oni so bili zelo revni, takrat je bila depresija, imeli so veliko časa, hoteli so igrati, ni bilo pa denarja, ne, in takrat so pač ugotovili, da so kitare, da lahko sami naredijo kitare, pa s tem, da en štil vzamejo, ne, pa dajo neko žico gor, potem pa rabijo še nek rezonator, no in za ta rezonator so pa gotovili, da je najboljše uporabijo kar cigar box kitare, so bili ste havanke, so dajali v takih škatlah noter, no in to je bila prav, in to je potem recimo na 100 let so ljudje igrali na te kitare v glavnem, ne, dokler se ni začela ta industrijska proizvodnja, takrat so pa te industrijske kitare ratale tako poceni, da se ni več splačali delati tega, ne. Do pred kakšne 20 let nazaj, ko so pa spet odkrili to,
In zdaj se pa dela, ampak zdaj pa tu neke vrste umetnost ratala. No? Zdaj pa ni več to samo tiste kitara za igrati, ampak vsaka kitara je drugačna, vsaka se drugače uglasi, vsaka zveni drugače, vsako pol še ukrasijo neki, tako so prave umetnine. Ne? No in tako, no in sem pol tisto, malo tudi zbiram te kitare, tako da jih imam že malo preveč doma, ampak je zanimivo, no. No, nisi mi povedal o kitarskem solu najboljšem. A ja, kaj pa vem. Ja, verjetno kaj od Claptona, mogoče iz kaj za Beatle, My Guitar Gently Weeps, ki je Clapton zaigral, ne. Recimo. Klasika. Ja. No, predno te pozdravim, me zanima še, ker zagotovo nekaj snuješ in nekaj že renderiraš. Je to, sem prav rekla, renderiraš? Ja. Jaz mislim, sicer ni slovenska beseda, ampak da glede na to, da nimamo boljše, da lahko to nekako osvojimo, ja. In kaj renderiraš? Ja, ne, zdaj enkrat, ker nekaj, pač nekaj treniram, nekaj se učim spet na novo, pa nekaj delam, tako, nič še konkretnega. V glavnem, nekako bi rad naslednji projekt, no, pač razmišljam, katerega bi, ne, in malo upam sicer, da bi mogoče se lahko lotil kakega celovečerca, no. Bravo. In v bistvu v tej smeri gruntam, sam je pa v bistvu zelo malo šans, no, kar že. Ne, veliko šans je. Jih je? Ja. Ja, okej. Vedno je veliko šans. Okej. Voilà. Hvala lepa, Ja, Dušan. hvala. Jaz imam tukaj knjigo Home by, kako bi to rekli? Dom, kakor ga vidita Tina Gregorič in Aljoša Dekleva. Mogoče. Ja, lahko kar malo zaokroži, boste še videla, kaj pokazala, ko bomo se ustavili pri določenih hišah. Spet bom za trenutek prebrala par stvari, mogoče, ki jih nismo slišali v teh dneh, in sicer poleg tega, da ste dobila nagrado za projekte Univerzitetnega kampusa Livada v Izoli, slovenski paviljon Bienala v Benetkah, dom v Arzenalu, oblikovanje razstave Stanko Kristel. Moram povedati, da je Tina redna profesorica in vodja oddelka za teorijo grajenega in oblikovanja na Institutu za arhitekturo in oblikovanje na Tehnični univerzi na Dunaju. Aljoša pa je direktor Architectural Association Visiting School Slovenija, kjer se prvenstveno ukvarjajo z nanoturizmom. Predavala sta pa že po vsem svetu. Ko sem prvič obiskala njun atelje, sem vedela samo nekaj stvari. Da so jim zelo pomembni materiali, s katerimi gradijo, da je zelo pomembno, kako se hiša dotika tal. To sem vse iz knjig in iz predavanj ugotovila. Da veliko govorita o odgovornosti, družbeni odgovornosti arhitekture, ampak najbolj me je zaintrigiral, najbolj me je nekako zanimal pojem, in to je stvar Aljoše, nanoturizem. Zato bom najprej vprašala, kaj je nanoturizem. Mislim, da v tej smeri moramo iti v Sloveniji naprej in to je spet nekaj zelo pionirskega in bravo za to. Tako da prosim, če nam razložiš, kaj je nanoturizem. No, nanoturizem sva v bistvu začela skupaj, ampak mogoče rabi nek majhen predtekst, ne? Namreč, ko se je leta 2008 finančna kriza dodobra preselila v druge veje gospodarstva, tudi v bistvu gradbeništvo, katerega hočemo nočemo, smo del tudi arhitekti, smo arhitekti v bistvu dobili ponovno neko priložnost in to je čas za razmislek. To je tudi na TED Talku in vsi grejo v aplavz takoj. No, hočem reči, takrat smo se pač ozrli okrog sebe, ne, ker smo arhitekti tisti, ki v resnici skozi arhitekturo tudi reflektiramo svet in družbo. Mogoče je kakšen naročnik. Ne, kdo je klical?
ki bo tudi arhitekt. No, on pravi, da ne. No, v glavnem gotovili smo, da je turizem ena izmed tistih panog, ki se je v zadnjih letih izjemno razvila. Ne? Ampak na drugi strani je pa pravzaprav turizem proizvedel en produkt, ki mu rečemo masovni turizem, ki je tako za okolje kot za družbo izjemno škodljiv. In pravzaprav je to model, ki se ponavlja na različnih koncih sveta, na različnih mestih, od ne vem, Južne Francije ali pa Latinske Amerike. Tudi Portorož ima ta popolnoma enak model, brez kakršnih koli sprememb, ne glede na to, da je postavljen v druge kontekste, pa med drugačno družbo. In ta masovni turizem v bistvu ni nekaj, s čimer bi se lahko sprijaznili, ne? Zato smo se v tistem trenutku spomnili pač nekega arhitekta in inovatorja Buckminsterja Fullerja, ki je rekel, da v resnici, če hočeš nekaj spremeniti, ne boš tega naredil tako, da boš poskušal to zadevo v bistvu spremeniti, ne? Ampak da moraš ustanoviti nov model, ki bo posledično naredil obstoječ model zastarel. No, in s tem se nam je v resnici porodila ideja, ne, da moramo začeti razmišljati o obiskovanju različnih prostorov ali pa percepciji svojega lastnega prostora na drugačen način. Na način, ki ga razumemo od spodaj navzgor, iz nekih lokalnih posebnosti, z nekimi mikroorganizacijami, ki počasi lahko prerašča v nove organizacije. No in temu smo dali ime nanoturizem. In namreč nanoturizem ni pravzaprav nič novega, ne? To ljudje počnejo že povsod po svetu, najdemo primere, kot naprimer agroturizem je nekaj zelo očitnega, ki poznamo tudi v Sloveniji, samo da ljudje temu še ne rečejo nanoturizem, no? Tako da nanoturizem je na nek način kreativna kritika temu neznosnemu modelu masovnega turizma. Se utegne prijeti? Ja, v resnici se že prijemlja. To je nek participatoren turizem, kjer v bistvu ti kot obiskovalec, popotnik, nisi samo ogledovalec, površinsko ne dojemaš stvari medtem, ko potuješ, ampak se v bistvu globoko upneš v neko dogajanje ali na turistični kmetiji ali znotraj neke druge organizacije, kjer si v bistvu izmenjuješ znanje in v bistvu globje razumeš družbo, pokrajino, a se naučiš v bistvu narediti suho zid v Istri. Skratka, skozi to globoko razumeš tisto kulturo, neko tehnologijo, v bistvu in s tem svojim znanjem vračaš, ne samo jemlješ in v bistvu ogleduješ. Kar je bilo mogoče zanimivo na začetku tega nanoturizma, da je k nama pristopil en mlajši arhitekt, takrat je bil še študent in je rekel, no zdaj pa dovolj, ne, 10 let sta imela biro, študirala sta na Architectural Association v Londonu, morate narediti nekaj novega, morate narediti visiting school, se pravi neko mednarodno šolo, in so ga gledala, zakaj pa? Je zato, ker zdaj vsi, ki so pač tam študirali in so bili dobri, imajo to možnost, če imaš v bistvu dosti dober koncept. Vezana je bila pa ta šola vedno na kraj, v katerega si se ti vrnil po tem študiju v Londonu, kar je bilo zelo zanimivo, ker kot vsi vemo, so Britanci eni veliki kolonialisti vedno bili in se še vedno tako obnašajo, tudi skozi ta British Council so v bistvu neko to kulturni kolonializem upeljevali še naprej, ne, pa dokler smo bili nerazvita Evropa, so tudi nas tako tretirali, ne, zdaj pač več ne. In v resnici je bil to en bistven premik, ker je ta šola, ker je zelo mednarodna, priznana in tako naprej, in vsi v bistvu iz celega sveta tja letimo, ne, ugotovila, da je v bistvu zelo dober model, da te ljudje, ki se vračajo v lastno okolje, nek eksperimentalen, izobraževalen program razvijajo, ki je pa lasten kraj, v katerem so. In midva so se okrog sebe ozrla in v bistvu so videla v Sloveniji jasno neverjetno priložnost s turizmom. Take pokrajine raznoliko, ki jo imamo mi, take kulturne pokrajine, o katerem smo zelo veliko govorili zadnje 3 dni, skozi narečja, skozi različne arhitekturne tipologije, mislim, to je nekaj neverjetnega in v bistvu tudi zelo fragilnega, ne. Skratka, zelo hitro jo lahko uničimo skozi masovni turizem, ki je bila pa edina gospodarska veja, ki v času pač te gradbene krize napredovala strmo gor. Se pravi, ja, tudi Slovenija se je zavedla, da turizem je prihodnost in vedno bo. Vprašanje je zdaj samo, kako ga
v bistvu preusmeriti ali pa saj del preusmeriti v nek drugačen turizem, ki ne škoduje okolju ali pa ne škoduje v bistvu pač naši konkretni družbi. No. In hkrati je bil še to nek moment, ko smo se tudi spraševala, kje ga začeti, ne? Da v bistvu smo eni izmed soavtorjev tega zelo specifičnega objekta Ksevt v Vitanju. In smo v bistvu opazili, da čeprav je bil zasnovan kot kulturni dom Vitanja, in hkrati kot ta muzej vesoljske kulturalizacije vesolja ne deluje za ta konkreten kraj, tako kot bi moral, in smo čutili neko notranjo moralno potrebo, da se vrnemo v Vitanje s to mednarodno šolo in v bistvu skozi ta proces nanoturizma povežemo nazaj krajane in tiste v bistvu mase, 25.000 letno je bilo takrat v bistvu obiskovalcev Ksevta na začetku. Ja. Tako da v bistvu počutila so se odgovorna, da lahko skozi nek eksperimentalen mednarodni program vplivava na en mali kraj, ker smo zelo lepo hišo zasnovali, ki pa v bistvu zaradi lokalnih posebnosti, pač določenih organizacij ni delovala tako, kot je bila zasnovana. O tem si res poglejte na spletu TED-Talk Aljoše, ampak tudi Tinina razmišljanja. Zdaj me pa zanima, kaj je dom? Lahko te citiram, prosim. Za nekoga je to socialni prostor, ker so njegovi bližnji. Za nekoga je to fizični prostor, za nekoga stavba, za druge gost. Zelo lepa misel. Ja, do tega v bistvu se nisva dokopala sama, ampak v bistvu skozi serijo intervjujev, intenzivnih pogovorov z vsemi arhitekti, kritiki, oblikovalci, ki so jih v bistvu v sklopu te razstave v Benetkah povabila, da pač v tem trenutku, v letu 2016, kot v bistvu profesionalci, široko razgledani ljudje, izberejo 10 do 20 knjig, ki opredeljujejo temo doma, in jo poskušajo skozi to soustvariti neko novo kurirano knjižnico, ki zdaj pač pripada državi Sloveniji na temo doma, čeprav so bili pač povabljeni iz celega sveta. In skozi pogovore z njimi smo ugotovili, da tudi v enem obdobju tvojega življenja ti pomeni dom fizični prostor, v enem drugem obdobju pa nikakor ne več. In v resnici se definicija doma pač tudi skozi osebnost večkrat spreminja, ne? Pač, glede na to, da smo imela pogovore s starejšimi, so imeli oni v bistvu veliko bolj jasne vse stopnje svoje definicije doma. Tako da mislim, da moramo biti zelo občutljivi do tega, še posebej, kadar snujemo domove za druge, pa ne bo to individualna hiša, ker se res lahko pogovorimo z vsakim naročnikom in poskušamo skozi veliko časa, skozi zelo dolg proces, midva sta zelo počasna, ugotoviti, kaj dejansko je posebnega v tem človeku, ki si želi, da mu arhitekt naredi posebno hišo, ne, za njega. Hišo Dimnik, na primer. Tako kot hiša Dimnik, ki je v bistvu zelo posebna in v bistvu temelji na zelo specifični obsesiji pač para, ki je v bistvu so otroci že zapustili dom, se pravi, da si želi dom za v bistvu drugo... Če se kaj vidi, ne vem, če kaj vidite kaj? Ja, za drugo življenjsko obdobje in v bistvu oni neverjetno radi kuhajo. No, da dodam še eno zelo direktno ugotovitev, ki nam je sporočil izmed teh najenih sodelavcev v dom v Arzenalu, ne, kjer je bil zelo neposreden, je rekel, moj dom je tam, kjer je brezžični internet. Tudi. No, skratka, kdo je bil to? To je bil Francoz Emmanuel, ki... Kurator, kak? Ne, on je arhitekturni kritik. Marija sveta, ne moram verjeti. Ma dobro, lahko je. No, skratka, ugotovila sva, da je v bistvu veliko bolj intimno delati individualno hišo za nekoga, ki v bistvu si želiš odgovoriti na njegove intimne želje in v bistvu strasti, kako se bo to življenje odvijalo potem, ko največ tam ne bo, ker je v bistvu arhitektura samo okvir za neke aktivnosti. Medtem ko snujemo in nama se zdi zelo pomembno, da lahko delamo tudi kolektivno stanovanjsko gradnjo, se pravi z domove, ki so namenjeni več ljudem, takrat pa v bistvu ne poznava bodočih uporabnikov tega in poskušava narediti zapomljivo okolje,
ki pa seveda omogoča razne interpretacije in v bistvu prilagoditve, da bo v bistvu znotraj njenega okvirja si bojo oni to svojo osebnost šele definirali. No? In to se nam zdi, da je res ključno, ker domovi predstavljajo večino grajenega okolja. Večino. Vsi radi delamo jasno muzeje, knjižnice, reprezentančne prostore ali pa fakultetne objekte, ampak v resnici ni prav, da se omejimo samo na to. Mislim, da bi mogli vsi zelo dobri arhitekti se ukvarjati s kolektivno stanovanjsko gradnjo, s gradnjo individualnih hiš, ker je v bistvu to tkivo, ki prevladuje v grajenem okolju in je zelo pomembno, ali je to povprečno, podpovprečno ali pa nadpovprečno, kako subtilno je umeščeno in če je umeščeno na prav kraj v pravi obliki. Kakšna mesta imate rada? Mesta, ki so iskrena in predvsem, ki so urbana. Z Vinkom Modrdrfem smo se pogovarjali na začetku, ko nas je sprejel v tem momentu, ko smo delali filme, smo ugotavljali, da v bistvu Ljubljana ima zelo malo nekih točk, kjer se lahko odčita tista prava urbanost. Ne? In stali smo na vrhu stolpnice na Teletriju, tam, kjer je klub Cankarjevega doma in to je eno izmed teh mest, kjer se lahko razbere urbanost. Ne. Moram reči pa tudi, ko smo stali pred tem gledališčem prej v pričakovanju začetka in tako naprej, sva opazovala trg in ta trg je v bistvu tudi eden izmed lepših trgov, ki jih najdemo v Sloveniji, ki zazna to urbanost in kompleksnost. Renesančna mesta. V resnici, če si iz tako polnega, intenzivnega, ampak še vedno majhnega kraja, kot je Ljubljana, ne? In ki je res pač bogata, na srečo smo imeli pač Plečnika in vse njegove učence, ki so nam v bistvu vsak dan kreirajo, vsako pot, ki jo v bistvu opravimo po dnevi, čez dan ali pa čez noč, vedno hlepiš po tistem, česar nimaš. Tako da ekstremno urbana mesta so tisto, kamor vedno greva vsake 3-4 mesece, ker se v bistvu pač počutiš, če ne utesnjenega, ampak hkrati na drugi strani iščeš tudi ekstremno naravo, kjer v bistvu hiš ne vidiš. Ker problem tega, da si arhitekt, je, da te preveč stvari moti in če pač potuješ z avtom v neki krajini, kjer je nepremišljeno pozidana, kjer so oglaševalske table kričeče in neprimerne, v bistvu trpiš. Tako da se zelo veliko dopusta lahko neprimerno investiraš svoj čas. No in zelo pomembno pri mestu je to, da te lahko vedno znova preseneti, ne? Kar se spet v Ljubljani zelo težko zgodi, če preživiš enkrat kontinuirano eno leto v tem mestu. Naprimer London, ker sva preživela 2 leti, je tako mesto, ki kljub temu, da si misliš, da ga poznaš, ne, je vedno nek trenutek, ki te dejansko res preseneti. To je sicer povezano nekoliko tudi z velikostjo, ampak predvsem z raznolikostjo in v resnici z različnimi temi konteksti, ki se znotraj nekega mesta lahko zgodijo kot neke take male lokalne ravni. Ne. London je v bistvu znan po temu, da če potuješ za podzemno železnico, si pač kot zajc, ki skoči ven iz lukne in vidi nov svet vsakič, ki naredi ta preskok. Tina in Aljoša, najlepša hvala. Jaz bom z zanimanjem spremljala vajino delo naprej. Gospod Tomaž, jaz vas opazujem že od vsega začetka in sicer to je drža karateista, potrpežljiva drža karateista. Ja, ne da bi vedel. Ampak je. Je, seveda, priznam. Zanima me, a trenutno nastaja, tukaj je še vode, trenutno nastaja 11. ali 12. opera? Trenutno nastajajo hkrati 11., 12. in 13. Ampak meni, da bo 11. prva potem, ki bo nastala. Zdaj, ni se težko zaljubiti v opero in kot poslušalec slediti vse življenje. Ne? Ampak pisati jo. Ne? Kje začnete in kje vas je in kdaj najprej očarala?
Ja, jaz bom nekako mal spregovoril o historiji, o zgodovini svojega opernega. Ma ne na dolgo. Ne, na kratko. Dobro. Čisto na kratko. In sicer do opere nisem imel nobenega posebnega odnosa do svojega 23. leta, ko me je profesor Škel nagovoril in je rekel, ti ne boš pisal simfonije, bil sem zelo razočaran, ker sem si to srčno želel za diplomo, ampak ti boš za diplomo pisal opero. In potem sem napisal opero Kralj Malhus po Cankarju. In je bila to delo je bilo izročeno potem profesorju Šurbeku, da bo to on dirigiral, da bo to akademijska predstava. Ja. Šurbek je rekel, ne, to je prepomembno, to gre na televizijo in nastala je televizijska opera. Ja, mi niste povedal, kdaj vas je očarala opera? Opera me takrat, ko je bila izvedena, moja prva opera me je tudi očarala. Prva opera? Prva opera. Nikoli prej niste šel poslušati opere? Hodil sem, ampak nisem imel posebnega odnosa do opere same. Mogoče zaradi nekega konzervativnega okusa, ki že danes vlada v direkcijah ali teh naših opernih teatrov. Nažal. Proti Pucciniju zdaj govorimo? Tudi o Pucciniju, ampak Puccini je krasen komponist, samo ga ne razumemo. Predvsem pa ne direktorji oper, niti ne publika, ki hodi to poslušati. Oni dojemajo neke bolj zunanje stvari in tisti sentiment, ki ga seveda Puccini tudi ima, sicer ne bi bil Italijan, on je bil tipičen Italijan, operni komponist, ljubuje ženske in hvala Bogu, ampak seveda kot skladatelj je pa izjemno zanimiv. Puccini sam. Ampak pravim, da je tega absolutno preveč na naših opernih deskah in zmeraj sem govoril, če je to tako, da bomo mi masovno izvajali Puccinija, slovenskih sodobnih skladateljev pa ne, potem naj to sponzorira ne slovensko kulturno ministrstvo, ampak naj to sponzorira italijanska ambasada. Tako. V redu. Tako. Spet si bomo vzeli k srcu to kritiko. Kaj pa nekdo drugi, ki ni Puccini, ampak je recimo Piccini, to bi šlo? A Piccini, Nicola Piccini, s tem si se pa žal nekoliko kasneje seznanil, to je bil pa klasicist, od katerega je Mozart dobesedno vse pobral, kar se tiče teh italijanskih oper in tega žanra. Ja. To res, ampak tudi tam me ni posebej prevzel, kot rečeno sem se jaz razvijal bolj skozi lastna dela, dela drugih skladateljev so me bolj ali manj dolgočasila. Ja. Iskreno in pogumno. Pišete tudi po 10 ur na dan. Ne? Cel ste v svojih operah. Kako toliko časa držati glasbo v glavi, tu mislim na zaporedja, poudarke, se vračati, korigirati, brisati. Kje je glasba? Ali v glavi skladatelja, ali v partituri kot nek idealen zapis, ali je to tisto, kar potem mi slišimo? Ja, to je en dolgotrajen proces in sicer najprej se pričenjajo rojevati neke ideje, človek vidi pred sabo neke filmske prizore, zraven že sliši glasbo in ko stvari nekako pride v malo bolj dodelano obliko, ko se že izdela libreto, hkrati z glasbo seveda, potem ni več povratka, potem pa te naenkrat zgrabi velika strast in potem pa res komponiraš 10 ur na dan. To je resnično, ne komponiram pa tako vsak dan. So tudi obdobje, ko čisto nič ne komponiram, to moram iskreno priznati. Ampak tistem naletu, zagonu, ustvarjalnem takrat pa res 10 in več ur. In vi še zmeri zapisujete? In sproti zapisujem, ja, in pišem, torej nikakor ne uporabljam računalnika kot nekateri današnji skladatelji, ki se zelo poslužujejo tehnologije, kar spoštujem, ljubim in cenim, ampak jaz seveda tega ne počnem. Pišem še z roko v partituro. Ja. Sem vzgojil in tudi libretiste, ne? Tudi libretist sem in to je pomembno, da pišeš librete. Zdi se mi zgrešeno, da bom rekel, napiši mi libreto, jaz bom napisal glasbo. Narobe. Ti moraš biti sam libretist. Zato, ker glasba in vse skupaj, dramaturgija celotna se hkrati ustvarja. To je en tak kompleksen proces, ki raste. Ampak zanimivo to, vaša iskrenost prejšnja mi nekako ne da miru. Aha. Se pardoniram. Katero glasbeno obdobje bi potem nekako ocenili kot najpopolnejše ali pa vam najbližje? Kot najpopolnejše pa najbližje bi ocenil nemško romantiko. To se zdaj sliši seveda šokantno. Ampak jasno pa je, da mi ne moramo več ponavljati zgodovinskih stilov, tudi če bi jih hoteli. Ti se lahko samo slab Schumann, slab Mozart, slab Čajkovski, ti se samo en slab ponaredek. In potem je biti bolje dober original.
Bravo. In črpati iz življenja. Seveda. Bravo. Ja. Zdaj, kar imate skupnega z tistimi, ki jih marate, skladatelji, in s tistimi, ki jih ne marate, je to, da se nekako filozofsko opredeljujete do temeljnih moralnih vprašanj v vaših operah. In oni so se tudi počini. Zdaj, zakaj vas najbolj vznemirjajo vprašanja delovanja posameznika in njegovega odnosa z družbo? Kje tlele trčite na točko, ki je vedno nekako poriv, da začnete pisati? Krivica, spregledanje, neprepoznavanje. Vse to, kar ste našteli. In zdi se mi, da je tisto stalno prisotno, ravno to nasprotje med individuom pa med kolektivom. In to prepletanje do tega medsebojnega odnosa. Nekateri so me označili kot skrajnega individualista, kar sicer sem, vendar se tudi ljudje z leti spreminjajo in na stara leta mislim, da je nekje prihodnost v povezovanju, v tem, da se nekako zgladijo tista nasprotja med posameznikom družbo in znotraj nje. In seveda tudi ta nagrada, če lahko navežem na to Prešernovega sklada, mi ravno bolj v čustvenem smislu pomeni ne toliko kot spodbudo za ustvarjanje, te imam itak dovolj, ampak v smislu, da se končno zliješ svojim narodom, svojo matično družbo s tem, odkudar izhajaš. In tudi nobena svetovno znana nagrada ne more tega občutka nadomestiti. To se mi zdi osnovno. Zdi se mi, da vsi težimo potem. Novalis reče, kam gremo? Cel čas domov. Vi ste sila narave. Vi ste res sila narave. Vi imate v sebi toliko sile, da res ne rabite stimulansa nagrad, kaj ne? Ne, sploh ne. Jaz se spomnim kot anekdota, ko sem študiral dirigiranje na Dunaju pri znamenitem Otmarju Svitnerju, ki je v vzhodnem Berlinu dirigiral, in sem rekel, prav, kam greste zdaj? Ne, jaz grem hitro, moram McDonald's nekaj pojesti, ker bom zdaj dirigiral. Prav, ne, biceps, nič ne boste šel jesti. Boste slabo dirigiral, tako boste boljš, ne rabite preveč moči, to je tisto. V redu, ko smo pri moči, se pravi karate, japonska ljubezen. So te 3 stvari v vaše življenje prišle sočasno? Ne, to je prišlo čisto slučajno. Karate zelo pozno, najprej v mladih letih je bil judo in tega sem samo zaradi tega treniral. Jaz sem prej treniral orodno telovadbo in mojemu profesorju klavirja se to ni dopadlo, ker seveda to ni najboljš. Prosim, roto telovadba? Orodno telovadbo, gimnastiko, kot Miro Cerar, ampak deleč od tega nikoli ne bi postal. To sem tudi kmalu sprevidel. Ampak jaz mislim, da bi bili v redu. Ne bi. Sem v nogah premočan, pa drugač grejen nekako, pa orientacije nimam zraku dobre, sem sprobal. Razen moči, ko smo že imeli. No in potem sem po nasvetu profesora rekel, daj treniraj karate ali pa judo, pa sem šel na judo. In sem dolga leta se s tem ukvarjal in potem na stara leta sem začel s karatejem in zdaj res lahko brez bolečin komponiram 10 ur na dan, ni problema. Hrbtenica se je uredila. No, zdaj mi je pa to postalo tudi premal in treniram še dodatno tajski boks, to je pa več kontakta, pa grobosti in tako. Neverjetno ste. Neverjetno ste, res. Moram. Jutri se zapodim še enkrat poslušati Ado. Super. Da odkrijem še vse te dodatne sile, ki sem jih zdaj videla v vas, ki jih prej nisem. Videla sem nežnost in človečnost, ampak vi ste tour de force. Hvala lepa. Za marsikoga bo, tako kot je bilo zame, Jure Jakob dragoceno odkritje dobrega pisanja v našem prostoru. V prozi za svoje eseje prejel Rožančevo nagrado in v poeziji. V njej prepoznava na trenutke sramežljivo, a vedno lucidno in natančno skrivnostne kode človeške duše, narave, odmev vesolja in našega bivanja v njem. In začelo se je v Vitanju. Bi lahko povedal, kakšen odnos imaš z Vitanjem danes? Ja, pogosto zaidem tja. Oziroma
v svojo hišico v Vitanju. Zdaj, do Vitanja pravzaprav nimam prav dosti stika z samim Vitanjem, bi rekel, kot krajem, kot neko skupnostjo. Imam pa zelo močen stik z Vitanjem kot nekim, bi rekel, prostorom, geografskim prostorom. Izredno pogosto, recimo, kar vidim, kot da sedim tam ali pa se sprehajam, vidim tole geografijo. Gledam tisti prostor. Ja. Si tam izgradil svoj umetniški svet? In kako si ga sploh izgradil? Ne vem, če sem ga tam izgradil. Mogoče ga gradim zdaj s pomočjo tistega, kar mi je ta prostor dal. Pač tam sem živel v svojem otroštvu, od rojstva pa do 12. leta. Ko sem bil star 12 ali pa 13 let, smo se preselili z družino v novo hišo, ki sta jo oče in mati zgradila v bližnjem kraju na Stranicah. V šolo, osnovno šolo sem še vedno v Vitanje hodil, stara mama je tam živela, še vedno sem pogosto, pač bil sem v Vitanju vse do še vedno sem. Si rekel, da nisi, zdaj si v redu. Ker je tvoja poezija res tako presunljiva in nebahaška. Zdaj mogoče bom naredila krivico, govoreč nekako o svoji generaciji, ki je zdaj trenutek starejša od tvoje, ker je lahko bilo med nami neizmerno veliko bahačev v besedah. Me zanima, zdi se namreč, da ves čas razmišljaš o času, ko se izteka. Izpisuješ vse to? Ja, jaz čutim čas kot nekaj, kar teče, kar se izteka, ja, in priteka, pa tudi kar traja. Zdaj, ampak vsekakor seveda, čas se izteka. Ma ti si študiral filozofijo, ne? Ja, tudi. Kaj jo bomo preskočili danes? Kaj nudi pesniku, kaj tebi nudi največ utehe pri tvojem delu? In še eno podvprašanje, kako sploh biti pesnik in živeti danes, ne da bi se popolnoma vdal alkoholu ali čemurkoli drugemu, kar rahlja težo realnosti? Mislim, resno to sprašujem. In živeti od poezije. No, dobro vprašanje. Hvala. Hočeš reči, je pa mogoče preveč takole v dramatičnega poudarka. Ali pa, ja. Aha, se pravi, ne veš odgovora. Ne, odgovor zagotovo, da ne vem. Imam kritiko vprašanja bolj. Aha, v redu, grem naprej. Prej si rekel, da je dobro vprašanje, ampak v redu, bom dala drugo. Za pesem je treba biti ponižen in skromen. Kako človek sam sebe nastavi svetu, da mu to uspe? Jure, sem bi obljubil, da boš govoril. Sem bi obljubil, da boš govoril. Mislim, da samega sebe ne smeš nastaviti svetu. Pač ponižen si in skromen si, kadar dovoliš svetu, da je, bi rekel, da je opažen ali pa pač obrnil bi perspektivo. No.
V redu. Kakšna naj bo pesem, da bo pričala o nekem času? Je sploh nujno, da mora pričati? Ali je dovolj, da priča, da je to gre samo za pričevanje nekega človeka, njegove duše? Te prav vidim in razumem? Ja, jaz mislim, da itak smo edine priče časa, smo duše, ki v tem času pač prebivamo za svojimi telesi, a ne, tako da če pišeš iz svoje duše, da zdaj naj se tako izrazim, pričaš o svojem času. Kar se mene tiče, je to, mislim, za me samega sebe je to zadosten odgovor. Na to Tudi mogoče dilemo, tudi za nas je. Ki se komu poraja. Ti lahko postavim še eno. Ja, se upravičujem, da moraš to vprašanje postaviti, ker Ne, sploh ne gre za to. ne znam na dolgo Ne, odgovarjati. sploh ne gre za to, da ne boste narobe razumeli. Da ne boste z Juretom se je imenitno pogovarjati, ampak ena na ena. In jaz to razumem in sprejemam in naj ne zveni nekako zafrkljivo do njega, če pač sem ga vprašala še z eno vprašanje in ga bom prebrala. Živimo v času velike samote, obenem pa smo 24 ur na dan priklopljeni na svet. Če poezijo vzamemo za nekakšno molitev, potem jo ljudje danes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. To potrjuje tudi porast religioznih ljudi. Ti se namreč v času brezupa in osamljenosti obračajo k Bogu. Tisti, ki jim je ideja Boga povzroča težave, se obračajo k poeziji. Kakšne so, Jure, sploh možnosti poezije v 21. stoletju? Kakšne so možnosti poezije? Ja, mislim, da so neskončne. Hvala. Hvala. Poezija je dejstvo. Ne? Ja. Mimo vsega tega pojdite po njegove knjige, mislim, da jih je 5 zdaj že, v knjižnice, v knjigarne, eseji so po meni mogoče od Tarasa Krmaunerja naprej prvi najboljši. Tako da se bomo še pogovarjali z Juretom Jakobom. Hvala lepa. Zelo kmalu. In zdaj res, moja draga Maruša. Zdravo. Lepo zdrav. Vsem. Resnični junaki so ljudje, ki ohranjajo občutljivost in odprto srce v tem podivjanem stoletju, v katerem živimo. Si mi pred meseci govorila, ko sem te spraševala o prebivalcih te utrudljive, grozljive in veličastne poti samoodkrivanja, ki ji pravimo življenje. Zdaj, jaz imam igralce zelo rada. Redko mi kdo face to face navrže nekaj tako privrtljivega, bi rekli Srbo-Hrvati, v srbo-hrvaščini, nekaj tako prodornega. Kako ti je, ko po predstavah pristopijo gledalci, mlajši kolegi, nemara študentje, mi gledalci in ti dajo vedeti, da si ti njihova junakinja? To se mi redko zgodi, da bi mi kdo tako direktno to rekel. Ne, to je, sva si dali obe, no. Ampak seveda pa imam rada, da mi ljudje rečejo kaj lepega po predstava, filmih in da so v tem, upam, da iskreni, seveda. Mislim, jaz se ne pretvarjam se, da ne delam tega, kar delam za ljudi in da je zelo pomemben mi odziv.
občinstva. Zaradi tega, ker to brez tega dialoga pač mi ne obstajamo. A ne? Zelo redko sama zase doma igram. V katerih situacijah sama zase igraš doma? Nikoli. Rabim vsaj enega gledalca. Aha, sedi v prvi vrsti, drugi sediš levo ali desno, imam brado. Misliš vsled tega, kar si povedala, da gledalci, ko vas gledamo gor na oder, vemo, kdaj res nekaj nosite v sebi ali ne. Ker to je neka krutost in hkrati lepota tega poklica. A vi veste, da mi vemo, kdaj ste zares in kdaj ne. Se sprašujete, kdaj o tem? Absolutno. Iz tega stališča se mi zdi, da je umetnost, v tem primeru uprizoritvena umetnost, zelo kruta stvar, s katero se ukvarjaš, zaradi tega, ker mislim, da ne prenese, grdo rečeno, blefa. Jaz mislim, da gledalec zelo, zelo dobro ve, če si ti tukaj z njim, oziroma če ga hočeš prepričati, da si, pa nisi. To je pač, in isto mislim tudi, da je gledalec to sito in hkrati tudi kamera, ki je ta neka, tega, nihče ne zna tega opisati prav zares do konca, ni, da so se že trudili ljudje in se še vedno trudimo, teorije obstajajo, ampak mislim, da do konca pa tega ne znamo opisati. In jaz mislim, da je to isti trenutek, ki se zgodi med nami, kot se zgodi med mano in kamero in potem med gledalcem in filmom. Zdaj si omenila film. Na tem odru je lani Marko Brdar veliko in lepo govoril o tebi. Gre za film Ivan, ki ga je režiral Janez Burger. Zdaj, izkustvo in izkušnja sta v gledališču najpomembnejša. Je kamera neke drugačne vrste monstrum? Ja, menda. Čeprav konec koncev iz tega, kar jaz počnem, mislim, to sem že dobila to vprašanje, pa sem veliko razmišljala o tem, ne morem najti prav zares razlike zase, zaradi tega, ker jaz moram isto početi. Recimo velika lekcija, kot v gledališču nas vedno vidite cele, a ne? Potem pa so nekatere šole, oziroma se kdaj uči, da recimo moraš vedeti, seveda moraš vedeti, koliko kadra je in to, ampak recimo velika lekcija Janeza Burgerja meni je, da moram biti skozi od peta do, a ne, zaradi tega, ker on dela z montažo, on dela intenziteto, jaz pa moram intenziteto držati, a ne. Mislim, da jaz ne grem potem odsekati telesa od glave, ampak to je zelo, zelo uporabna lekcija, ki mi jo je dal. A ne? Zanimivo. Zelo zanimivo. In spomnim se tudi iz filma Ivan, na kar sem te pred meseci opozorila, da ponovadi vidimo nosečnice v filmih, sploh v akcijskih prizorih, dramatičnih, tečejo, preskakujejo in tako pač. Ti si po tistih stopnicah res hodila kot noseča ženska. Po porodu, ne? No, pač v tistih ključnih dnevih. In kar se je videlo skozi kamero, pa mogoče ti zdaj nisi znala napisati, jaz sem videla, da si dihala drugače kot kasneje. Jaz se zdaj spomnim, mogoče ne, to se ni zavestno zgodilo, ja, ampak zdaj, oziroma zavedla sem se, da je Mara dihala drugače, ko sem delala sinhronizacijo, oziroma ko smo snemali še v postprodukciji 1 leto kasneje, ko sem šla v studio, da smo ton posneli, pa dodali nekatere, mislim, pač to se vedno rabi, no, pri filmu. Sem ugotovila, da v bistvu, ko sem z njo, ker sem potem tudi predihala cel film, da drugače diha kot jaz, ja. To mi se mi je zdelo blazno zanimivo. Ampak kako neverjetno delo je za vsem tem, da celo dihanje, ne?
In to na filmu, v gledališču smo metr stran. Ne? Ampak tu zaradi tega, ker pač pri Ivanu je bilo toliko neizprosno, smo, mislim, vsi sodelujoči, ne govorim res ne samo o sebi, najprej tukaj Janez Burger, seveda, pa je tukaj Marko Brdar, ki je bil z mano, Alenka Nahtigal, ki je bila, mislim, vsi so igravci, ne bom sploh začela naštevati, ker mi je vedno žal, da koga pozabim. Je delal vseh nas, ki smo pač dali v tistih mesecih najboljše, kar smo ti trenutek znali. Se na odru kdaj mučiš? Kdaj občutiš, se mučiš? Povej v kakšnih situacijah. Takrat, ko ne stojim z tem, kar sem naredila. In to je, jaz mislim, da je vera v to, kar jaz počnem, ena izmed najbolj pomembnih stvari, ki jih lahko jaz sama sebi dam in gledalcem, ampak se ne pa čisto iskreno ne zgodi zmeraj. In takrat je, kot bi rekel dragi Jernej Šugman, to je takrat, ko te vse peče in moraš, ko te telo celotno peče in duša in moraš pa stopiti na oder in preživeti. Kako pa je potem takrat, ko je vse tako, da je prav? To je pa kar užitek. Mislim, to je pa bojo prišli ljudje in jim bomo pokazali, kaj smo pripravili. Ti je v zadnjem času sploh kdo rekel, da nisi dobra? Ljudje so redko iskreni v takih situacijah, s takimi besedami. Tlele imamo same iskrene. Mislim, bolj pridejo od tisti, ko rečejo super, tudi jaz to počnem. Kot ki te imajo radi. Ja, tako. Macbeth pravi... Redko grem do koga preč, ti si pa tok slabo. Ampak kolegi menda si poveste. Kolegi se menda poveste. Mislim, jaz sem ena izmed najboljših stvari, ki sem jih slišala v življenju, zelo iskrenih je, ko v 2., 3. semestru akademije prišel do mene Rok Biček in je rekel, Rok Biček je, ampak je bilo pa, mislim, sem hitro začela ceniti. Tisti trenutek, človek je v 3. semestru zelo ranljiv igralec, rekel, zelo sem bila všeč v 1. letniku, pa v 2. letniku prišel to, Maruša, kaj je bilo pa to? Res. In jaz res nisem stala, on je imel prav, jaz nisem bila zadovoljna s tistim, kar smo naredili, pač proces šola, kakorkoli, ne. In je to rekel, do zdaj sem si zapomnila, živo ga vidim, ko mi to reče, bolelo je direkt v srce, je imel pa prav. In sem mu zato zelo hvaležna. Ja, se je treba stvari, tako kot je gospod Tomaž Svete prej povedal stvari tako in se je treba kar povedati, se mi zdi. Tako je. Mislim, jaz imam veliko prijateljev v poklicu in tudi pač živim s filmskim režiserjem in pač imam srečo, da si veliko ljudi... Ki sedi v prvi vrsti, drugi sedeš, mu lahko damo ime in priimek. Smo že povedali, Matjaž Ivanišin, oprosti, da te izpostavljam, vem, da nočeš tega. Da se lahko pogovarjamo, pa se ponavadi v bistvu ne pogovarjamo o nekih v superlativih drug o drugem, ampak o pač stvareh, na katere naletavamo v svojih kreativnih procesih, ovire, ob katerih v bistvu se več pogovarjamo o ovirah, kot pa o tem, kako je fajn. In potem poletite, vedno poletite, ne? Ne vedno, sem rekla, ne, nažalost ne vedno, ko bi le. Se pol tudi padete, ne? Ja, to so... To so tvoje besede namreč, veš, da ne boš... Ja, to so tvoje besede, da se primete za roke, poletite in potem... Ja. Super je, ko smo lahko skupaj na odru pred ljudmi. Mislim, da si s tem sporočamo, da smo lahko vsi kdaj skupaj v tej naši dolgost življenja našega je kratka, ne? Ja. Zaprt v temi se igralci z veseljem spuščate v sporedna življenja, po intenzivnem tednu vaj ali predstav, ko se zdi prejšnja nedelja mesece oddaljena, toliko ur ste v neki odsotnosti. Na potovanju do zadnjega zloga, do male smrti, da bi lahko na naslednji vaji predstavi spet vzniknili. In gledalci pridemo iz veselja do življenja gledati življenje, včasih krutejše, včasih vedrejše od našega. Jaz vem, da tudi ti vidiš te stvari tako, Marjuša,
in zato ti iskrena hvala. In hvala vsem vam, da ste tukaj delili vse to, kar ste in počnete z menoj. Se upravičujem za kakšno hudomušnost, jo bom popravila tam zunaj. In hvala vam, da ste nam sledili, to so nagrajenci, imejte jih radi, kot je rekla včeraj Bjanka, obiskujte njihove ateljeje, te temne dvorane, mislite na to, da so mesece in leta za računalniki, da se sklanjajo nad partiturami. Jaz sem boljši človek zato, ker sem ves čas v družbi umetnikov in isto želim tudi vam.